Živijo, hvala, da ste se mi pridružili tukaj na oddaji Straight Up z JNS konference v Jeruzalemu, Izrael. Ta teden smo tukaj gostili predsednika vlade Izraela, ki nam je imel izjemen govor o tem, kaj Izrael počne, vendar je imel eno pomembno sporočilo, ki velja za vsakega izmed nas in za vse vas, ki poslušate oddajo in nas trenutno gledate. In kaj je to pravzaprav? No, njegov govor je bil zelo ganljiv glede vsega, kar mora Izrael storiti. Dejstvo, da država Izrael danes obstaja in kot voditelj države Izrael bo naredil vse, kar je pomembno za preživetje države Izrael in za preživetje judovskega naroda. Ampak s tem ni zaključil. Na koncu svoje predstavitve tukaj na konferenci JNS je imel še to. To je povedal vsakemu izmed nas. Poslušajte to in kmalu se vrnemo. Prosim vas, Jude Amerike in Jude iz diaspore, da naredite eno stvar. Stanite! Ne skrivajte se, ne bojte se, upirajte se, ker nas bodo ljudje spoštovali le, če bomo spoštovali sami sebe. In ko nam bodo metali laži, jim vrzimo nazaj resnico in to storimo. Vstanite, zavzemite se za resnico, zavzemite se za Izrael, zavzemite se za judovsko ljudstvo, zavzemite se za judovsko prihodnost. Hvala vsem, hvala. Torej je bilo zelo jasno, kaj je moral povedati predsednik vlade. Moramo se postaviti zase. In postaviti se zase ne pomeni le fizično vstati, kot so ljudje vstali in ploskali. Gre za vsakodnevna dejanja na 8. področju. 8. fronta je danes tista, v katero je vključen vsak izmed nas. In pomislil sem, kaj bi bilo bolj primerno, kot da imamo enega od teh branilcev države Izrael. Je jih kar nekaj, vendar sem opazil eno, za katero sem prepričan, da jo mnogi izmed vas tudi poznate in nastopa kot Jewish Jazz. Poznam te še od prej iz Just the Jew ali Jewess. In boril si se za državo Izrael, stopala si v ospredje. In pomembno mi je, da to sporočilo prenesem vsem, ki nas gledajo ali spremljajo JNS, da lahko vedo, tako kot si ti ugotovil, da ima vsak od nas svojo vlogo. Točno tako. Rad bi, da poveš našim poslušalcem, našim gledalcem, Kako si razumel svoj položaj tam? ali je to stvar mlajše generacije, ali lahko to naredi kdorkoli izmed nas. Torej, Jazz, hvala, da si danes tukaj. Povej nam malo o svoji zgodbi in potem bomo govorili o tem, kaj počneš. Prihajam iz zelo tradicionalnega okolja. Odraščala sem v judovski kulturi in imela zelo judovsko življenje, vendar ni nikoli šlo dlje od tega. Odraščala sem v zelo cionistični družini, vendar ni nikoli šlo dlje od tega. 7. oktobra 2023 sem se zbudila ob novicah in kot oseba, ki je delala v marketinški industriji, sem zjutraj, medtem ko so bili vsi prilepljeni na televizijo, visela na družbenih omrežjih. Seveda. Brskala sem po TikToku in gledala najbolj grozljive ljudi, ki so praznovali to, kar se je dogajalo med tem, ko se je dogajalo. Praznovali so. Praznovali. Imeli so prenose v živo, se smejali in zabavali, delili novice, jim je bilo vse skupaj smešno in legendarno. In resnično praznovali so. Veliko govorim. Morda sem visoka le 152 cm, morda tehtam 42 kg. Moje orožje so moja usta. Pridružila sem se panelu s 3 ljudmi, ki bi jih najbolje opisala kot britanske džihadiste. Pridružila sem se panelu. 10 minut sem kričala nanje. Zelo hitro so se me znebili. Ugotovili so, kako oster je moj jezik. Znebili so se me, ampak dobila sem 1000 novih sledilcev in več kot 100 sporočil ljudi, ki so rekli, da moram to početi vsak dan. In od tistega dne, od 7. oktobra 2023, sem svoje celo življenje posvetila boju za judovsko ljudstvo. Človek, vse si dal na stran in začel sem svoje celo življenje. In uporabljaš besedo boj. Dobesedno se ukvarjaš s tem. Zato želim, da razložiš, to si mi rekel. Mislim, da si to najbolje povedal. Razlika med tem, na kar smo bili vajeni pri Judih, in tem, kar se dogaja danes. Ne moremo si več privoščiti, da smo šibki, pasivni, sramežljivi, prijazni Judi, kakršni smo bili zadnjih 70 let naučeni biti. Prav. Tega si ne moremo več privoščiti. Če bomo tako nadaljevali, se lahko znajdemo nazaj v časih, kot je bil holokaust. Moramo biti napadalni, moramo biti ponosni, moramo se boriti za to, v kar verjamemo.
Veš, resnično moramo biti napadalni, moramo se boriti. In to si mi že prej rekel, ne samo, da moramo biti napadalni, ampak moramo biti tudi žaljivi. Moramo biti žaljivi. Točno tako. Ljudje morajo vedeti, kdo smo, zakaj se zavzemamo in da ne bomo nikamor odšli. Nikogar se ne bojimo. In mislim, da ljudje mislijo, da smo pasivni in šibki. Nismo. Torej, ko rečeš, da greš tja in kričiš nanje, je to sprejemljiv način za, kaj že, generacijo X ali kako se že imenujejo? Izgubil sem pregled nad generacijami. Ljudje in pogani, ja. Torej, Janet. Torej, vsi ste tam dobivate svoje informacije, to vidim pri svojih otrocih. Kdorkoli iz moje generacije ali mlajši nas gleda, vidi, da se to dogaja. Ja. In opazil sem, da je bilo pred 12, 13, 15 leti to na univerzitetni ravni. Zdaj so to še mlajši, imajo TikTok. To privlači mlajšo generacijo. Zato je pomembno, da razumejo in vedo, od kod dobivajo svoje informacije. Kot ste rekli, ste odraščali v cionističnem domu, vendar se danes soočamo z obtožbami, ki presegajo vse, kar sem doživel, in že leta se ukvarjam z izraelskimi informacijskimi kampanjami. To presega vse, s čimer smo se morali ukvarjati dolga leta. No, prav to je. Njihove obtožbe. Zelo enostavno jih je zavrniti, ker niso resnične. Niso resnične. In ko se boriš z dejstvi proti občutkom, je to zelo enostavno. Informacije, ki jih dobim, so iz knjig, iz zgodovine, iz dokumentarcev, iz moje izobrazbe. Informacije, ki jih oni širijo, so napačne. To so laži, to je pripoved. Uporabljajo svoje srca, ne svojih glav. Jaz se borim s svojo glavo, ne s svojim srcem. Zelo enostavno je boriti se proti občutkom z dejstvi. Ampak ali jih med seboj ločuješ? Ker jaz imam to težnjo. Če je nekdo antisemitski, sovraži Jude, ne bom zapravljal svojega časa z dejstvi, o katerih govoriš. S tem se bom ukvarjal na tej ravni. Ampak obstaja veliko ljudi, ki želijo vedeti. Je. In poslušajo, tudi če so tvoje starosti. Ja, presežejo tisto, kako jih nagovoriš, kako govoriš z njimi. To je moja ciljna publika. Lahko govorim z antisemiti, nacisti in džihadisti v nedogled. Res lahko. Je zabavno, je prijetno. Ampak ljudje, ki sedijo na ograji in se želijo učiti, pa ne vedo prav veliko. Morda pa so se izobraževali na TikTok univerzi, kot ji pravimo. To so ljudje, s katerimi moram govoriti, ker poslušajo propagando, skoraj imajo svoje stališče, a ne vedo dovolj, da bi ga utemeljili. To so najpomembnejši ljudje, so zlata vredni. In kako ravnam z njimi? Govorim jim z dejstvi. Slišijo pristaše Palestine, slišijo džihadiste, slišijo veliko radikalnih islamistov, ki jim posredujejo informacije, vendar brez virov, brez statistik, brez podatkov. Jaz temu nasprotujem z viri, statistikami, podatki, knjigami, izobrazbo, zgodovino. Ampak ne sediš tam in jim ne daješ svetopisemskega opisa stvari ali celo zgodovinskega. Uporabljaš vabljive naslove. Kakšne vabljive naslove uporabljaš za to? Uporabljam kratke izseke, uporabljam vabe, uporabljam pomembne stvari, da jih pritegnem. Veliko propalestincev, ki morda ne vedo dovolj, v trenutku, ko ugotovijo, da sem proizraelska, lahko preklopijo stran. V redu. Morda prenehajo poslušati. Zato je mojih prvih 10 sekund videa tisto, kar jih pritegne. Da to vedno rečem, naprimer IDF je razstrelil 10 civilistov v Libanonu. Takoj me poslušajo. To sem že videl in potem rečem, Ampak česar niste vedeli in jim pomagam, da si ogledajo video. Tako pritegnete to občinstvo. Pritegnete jih tako, da mislijo, da govorite o nečem, o čemer v resnici ne govorite. katera platforma je to? Kako se imenuje ta platforma? Tista s telefonskim klicem? Imamo jih nekaj. Ja. Glavna platforma, ki jo uporabljam, se imenuje Juju Mingle, črka U in nato Mingle. V redu. Na tej platformi vpišeš svoje ključne besede. Moje so zelo specifične. Vpišeš jih in nato se povežeš z ljudmi, ki iščejo iste besede. In to so ljudje, ki se pojavijo na tvojem zaslonu. Ja. O moj bog, to je tako čudno. To je tako čudno. Je kot iz distopije, še posebej z besedami, ki jih iščem. Iščem naciste, iščem KKK, Wow. iščem islamizem. Zdaj razumem, kako to deluje, ker sem se spraševal, kako so dobili te čudake noter. Torej jih iščeš jih. Jaz jih iščem in so resnični. Ljudje jih gledajo. Ljudje me gledajo, zato iščem te ljudi.
In ljudje na nasprotni strani iskreno iščejo te ključne besede, da bi našli somišljenike. Želijo se povezati z drugimi nacisti, želijo se povezati z drugimi džihadisti, ampak na koncu pristanejo pri meni. Britansko-izraelski mladi ženski, pokriti s tetovažami, visoki 1,50 m. Pričakujejo, da bom šibka, spet pričakujejo, da bom šibka, ranljiva, naivna judinja. In namesto tega dobijo glasno, ponosno judinjo, ki rada uporablja kletvice, se ne boji uporabiti vsakega orožja, ki ga imam v glavi in v ustih, in spreminjam dojemanje. In vi niste sami, veliko vas je, spremljam vas in vse te prijazne mlade ženske, ki jih tam vidim. In preprosto mi je všeč, kako so strastne in kako se borijo nazaj. In veste, veliko fantov je tam in mislijo, da bo lahko. In so preprosto, ampak všeč mi je tudi dejstvo, da nekateri ostanejo zaradi tvojega mnenja. Privlači jih, popolno, to je briljantno. In potem dobiš to občinstvo, ki je ujeto. Točno tako, to so najbolj smešni pogovori, kar jih imam, ker mi rečejo najbolj grozne stvari in potem na koncu pogovora vprašajo, ali ti lahko sledim na Instagramu. Seveda. Veš, to je res smešno. In rečem, vzemi moj Instagram, glej moje videe. In neverjetno je, ne izgledaš kot koza, zato ne vem, kaj je pri tem privlačnega. Vem, Dem. O moj bog, toliko jih je, da jih lahko veš se igramo z njimi. če bi vas kdo iskal na družbenih omrežjih, kako bi vas našel? Imam Instagram pod imenom Jazz je judinja. Naredila sem vam zelo enostavno in na TikToku sem judovska Jazz. Judovska Jazz, si tudi na Facebooku. Sem, je kot judinja. Povezano je z mojim Instagramom in na X-u. Ker tam te naša generacija najde, ampak mlajša generacija, oni to lahko najdejo te. Na TikToku judovska Jazz. Judovska je, sprav, in tudi ti si se zdaj preselila v Izrael. Da. In tukaj je skupina vas. Da, včasih te stvari počnete skupaj. In tudi izmenjujete izkušnje z drugimi. Vse to govorim zato, da ljudje, ki nas gledajo, razumejo, da ti ni treba biti tisti, ki je tam, ker vidim, da deliš na svojih platformah in na različnih delih Instagrama, kaj pravijo drugi ljudje. Zelo pomembno je deliti, ker to izpostavi in poveča prepoznavnost tega. Torej, kdorkoli tukaj, ki tega noče početi, mu ni treba. Ampak če najdete tiste ljudi, ki so vam zanimivi, kot je Jazz, delite njihovo vsebino, objavite jo na svojem zasebnem profilu. Širite sporočilo, kolikor se le da. Če ste preveč, nočem več prestrašeni, ampak če niste nekdo, ki je samozavesten pred kamero, lahko naredite ogromno stvari v ozadju. Prav to naredi največjo razliko. Širite našo vsebino. Podprite ustvarjalce, ki jih cenite. Bolj, ko boste širili njihovo vsebino, več občinstev lahko dosežemo. Več občinstev, kot lahko dosežemo, bolj se naše sporočilo širi. Popolno. In bolj, kot se naše sporočilo širi, več ljudi razume. In to je najbolj pomembno. Točno tako. Ljudem že leta govorim, ko sem delal na tem, da je zaradi ogromne količine negativnosti proti judovskemu narodu in vedno bomo manjšina. Tisti, na katere se obračamo ali jih poskušamo doseči, mislijo, da je to resnično. Zato moramo svoj glas razširiti in vsak od nas ima ta vpliv, tako kot je rekel predsednik vlade. Vstani, spregovori, niti treba biti na konferenci JNS, da bi imel ta vpliv. Vsak doma ima enak vpliv. Jazz, najprej se ti želim zahvaliti za vse, kar počneš. Prepričan sem, da je predsednik vlade ponosen nate, ker delaš točno to, kar nas je prosil, da naredimo. In vsi, ki ste nas danes gledali, Jazz Judinja. Hvala. Ona je ena od teh vplivnežev, o katerih je govoril predsednik vlade. Delite njeno vsebino. Poiščite tudi profile, ki jih deli in jih delite naprej. In tudi vi lahko tako podpirate Izrael in judovsko ljudstvo, kot je govoril predsednik vlade Netanjahu. To je 8. fronta, v kateri smo vsi vključeni. Jazz, hvala, da si tukaj. Najlepša hvala. Še kakšna zadnja? Sporočila za naše. Nobenih šibkih judov več. Tega si ne moremo več privoščiti. Ne bi mogel bolje povedati. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Jaz sem Daniel Simen, tukaj v oddaji Naravnost z JNS. Običajno smo v našem studiu, tokrat pa smo na konferenci. Hvala, ker ste bili ta teden z nami. Naslednji teden bom spet z vami z našo oddajo, z več politične vsebine, vendar je bilo to dovolj pomembno, da sem vam to predstavil ta teden. Hvala.